V glavnem to drugače kot na ta način pač ne bo šlo, pa če to pač bolj direktno volivcem poveš ali pa na tak način kot Borut Sajovic. Ne? Ja, mislim, da tukaj dve stvari. Ne, rezerva dela dobro. In glede na Bor. To je tedenski Safari podcast, ki ga spremljajo levi in desni, pa tudi levi in besni. Ta teden pa tudi finančni minister Klemen Boštjančič, naš zvesti podpornik Damir Črnčec in ekipa Radia Gaga. Peter, v enem tednu je svet postal samo še bolj nepredvidljiv, kot je bil, ne? Ja, nihče ni pričakoval, oziroma nihče, nekateri, govorilo se je, pa vendarle nas je nekoliko ujelo nepripravljene. Poglejva, kaj se je dogajalo v zadnjem tednu. הדרך לטהרן נסללה. תקפנו ברחבי טהרן יותר מ-40 מטרות, טילים ומערכות מתקדמות של הגנה אווירית, לצד תשתיות שליטה ושיגור נוספות. זהו המרחק העמוק ביותר בו פעלנו עד כה באיראן. We're not just fighting our enemy, we're fighting your enemy. For God's sake, they chant, death to Israel, death to America. We're simply on their way. And this could reach America soon. تجاوز ادامه داشته باشه بدون تردید با تمام قوا از مردم و از حیثیت و کرامت خودمون دفاع خواهیم کرد. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم خدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بکنه، صدمه جبران ناپذیری خواهد بود بدون تردید. Say good luck. I didn't say I was looking for a ceasefire. That was Emmanuel, nice guy, but he doesn't get it right too often. But we're looking for better than a ceasefire. An end, a real end, not a ceasefire, an end. Ja, pravzaprav v petek so se začeli izraelski napadi na Iran. Če se navežem na začetek tega prispevka, da je bila podtlakovana kar nekaj časa, pravzaprav zdaj, ko gledamo nazaj skozi retrospektivo, se zdi, da je Izrael pripravljal prav ta manever, morda že kar več mesecev, da ne rečem let, pa nekaj se mu je tudi, bom rekel, srečno poklopilo. Zdaj, če vzamemo, kaj vse je mogel Izrael narediti za to, Iran je imel pravzaprav več proksijev, ki jih je Izrael enega za drugim sistematično oslabil. Najprej Hamas z invazijo v Gazo po tistih napadih 7. oktobra. Nato je sledil Hezbolah. Spomnimo se tiste izjemne, precizne akcije izraelske vojske oziroma Mosada, ko so v walkie-talkie in pagerje od Hezbolaha inštalirali eksploziv in ga naenkrat sprožili, in s tem praktično Hezbolah obglavili. In tako kot takrat, je tudi ta akcija, bomo videli tudi neke slovenske odzive in izjave na to temo, tudi ta zdaj napad na strateške cilje v Iranu, v bistvu v tehničnem smislu nek preboj v vojaški zgodovini. Ja, vsekakor. Zdaj, tukaj, se pravi, te dve stvari sta bili izraelski neposredno izvani. Potem ima pa Izrael še srečo, da je vmes padel režim v Siriji. Zdaj, koliko je Izrael pri tem pomagal, ne vemo. Asadov režim je bil zaveznik Irana in na ta način si je Izrael pravzaprav sprostil prosto zračno pot do Irana, ki bi ga sicer recimo Asad verjetno bi lahko ogrožal recimo te izraelske lovce. Skratka, Hamas je padel, Hezbolah je padel, Asad je padel in Izrael je potem, ko je prišlo v lanskem letu, mislim, da oziroma pred nekaj meseci, zdaj ne spomnim se točno kdaj, do tiste izmenjave napadov po izraelskem raketiranju iz iranske ambasade v Damasku, je že takrat tudi nekoliko poškodoval določena izstrelišča oziroma letalska oporišča v Iranu, tako da je Iran pravzaprav bil najbolj oslabljen, kolikor je mogoče, pri čemer tudi njegova zaveznica Rusija še vedno zataknjena v Ukrajini. Tako da Izrael je pravzaprav našel ta trenutek, ko je Iran najšibkejši, ko ga je lahko pravzaprav napadel z najmanj škode zase, pri čemer je torej edini recimo tak še zaveznik so jemenski Huti, ki zaenkrat niso neka resna grožnja Izraelu. Velja omeniti to, da naj bi ZDA pravzaprav blokirale Izrael. Izrael je torej šel
tukaj pravzaprav na lastno pest in izzval ZDA, da se bodo verjetno tako ali drugače morali v to vojno vključiti, kljub temu, da recimo pravzaprav Trump temu ni naklonjen. No, sej, zato bi se jaz navezal pa na ta ameriški del, ne, na Trumpov del tega kolaža izjav, ki sva ga videla. Zdi se mi, da je spet nastopil pred domačo ameriško javnostjo tako, v tem svojem mačo stilu. To je še ena stvar, ki jo bom na hitro uredil, ne, prav premirje ni dovolj dobro, konec. Govori seveda o koncu, po mojem, in te verske nadvlade ajatol v Iranu in o koncu špekulacij o skritem jedrskem programu v ozadju. Zdi pa se mi, da track record za enkrat, če pogledava recimo Ukrajino in ostala odprta žarišča, ni tako zelo dober, kot bi si morda Trump v tem mandatu želel. No, track record je nekaj sredinskega. Ne? Trump je napovedal, da bo rešil vojno v Ukrajini v enem dnevu, kar seveda je daleč od tega. Tudi verjamem, da nihče ni zares pričakoval, da bi Trump rešil vojno v Ukrajini v enem dnevu. Po drugi strani pa seveda bistveno bolj pričakovano so dokaj uspešno pritisnili na Indijo in Pakistan, ne, da sta po tistih izmenjavah ognja v Kašmirju zdaj nekako spet v tistih klasičnih razmerjah, ne, torej se tam vojna recimo ni eskalirala in mislim, da tukaj v Iranu pričakujem sicer, da ne bo še takoj konec, vendarle Izrael bo izkoristil ta trenutek šibkosti Irana, da kolikor je mogoče pravzaprav uniči jedrski program. Vendarle je to za Izrael trenutno praktično to okno priložnosti, ki ga ne sme zamuditi. Je pa res, da to lahko zares naredi samo po podpori ZDA, ker samo ZDA ima te protibunkerske bombe, ki lahko prodrejo globoko v podzemlje, kajti dobršen del iranskega jedrskega programa je pravzaprav skrit pod zemljo. Ja, mislim, da z ameriške strani gredo že nekatere izjave v slogu pravzaprav tradicije ameriškega vpliva globalnega v tujino in na druge kontinente, skratka kuhanje neke revolucije. Bila je opazna tendenca potem, da v bistvu s temi grožnjami, ki jih tudi Trump potencira in eskalira, z v bistvu uničenjem Teherana in s tem, da svari ljudstvo naj se hitro evakuira, v bistvu pritiska na te ljudi, da se uprejo režimu, ki ga tako in tako imajo že dovolj. Ja, zdaj, kar se tega tiče, bi dve stvari izpostavil. Prvo je to, da Trump je svoji volilni bazi ameriški obljubil, da se ne bo zapletal v nove vojne in neposredna vojna v Iranu bi bila izjemno zahtevna. Iran je vendarle velika država, mislim, da okrog nekaj čez 100 milijonov prebivalcev. Zato potem vojna z drugimi sredstvi v bistvu, znotraj recimo. Same vojne jaz ne pričakujem, se pravi, da bi recimo Amerika okupirala Iran, tako kot je recimo Irak ali pa Afganistan, mislim, da to ni realno pričakovati. Mislim, da tudi ni niti volje, niti zares smisla. V tem zdaj za Izrael in za ves svet pravzaprav bi bilo idealno, da se ajatolski režim pravzaprav v Iranu zamenja, kajti to bi pomenilo trajno rešitev recimo tudi potem jedrskega programa in trajno rešitev konec koncev tudi za Iran, ki bi se na ta način lahko nazaj pridružil, bo rekel, in v svetovno trgovino in v mednarodno skupnost, kjer je bil v zadnjem času izrazito izoliran. Je pa res, da realna politika naj uči drugače, da bo verjetno kakšen kompromis, kjer jim bo dano okno priložnosti, da ostanejo na oblasti. Predvsem je problem, da nimajo zares alternative trenutno. Iransko ljudstvo sicer ni zadovoljno z ajatolami, so pa ajatole od revolucije leta 1979 dovolj dobro si podredile praktično vse državne podsisteme in izločile ali odstranile tako ali drugače v zapore ali z eksekucijami resno politično opozicijo, tako da ta trenutek ni nekoga, ki bi recimo resno lahko bil alternativa politična v smislu, če zamenjamo ajatole, kdo bo potem na mesto njih. Izgovarjaš podobne stavke, kot jih izgovarjava, ko gre za ajatolo v Beogradu 500 km od nas, da pač so ljudje siti tega, pa da ni nobene opozicijske alternative. Mogoče se velja vprašati še glede samega namena. Se pravi, vendarle naj bi bil ta, ki je tudi Netanjahu se skliceval, v bistvu Amerika oziroma Izrael bijemo vojno za cel svet, ali bo dejansko te jedrske kapacitete, ki so tudi po informacijah resne stroke v Evropi zelo dobro zaščitene zaradi lege geografske, v nekih gorovjih, ali bo to res možno
kredibilno uničiti, ne? Tako da bomo prepričani o tem, da tega ni več. V bistvu, Jaz mislim, da do neke mere. Zdaj, Izrael je pokazal, da ima izjemno dobre obveščevalne podatke iz Irana, konec koncev. Pa še malenkost sreče zraven. Prvi dan napadov smo lahko videli izjemno kirurško natančnost, ko so z droni in z raketami zadeli točno v spalnice jedrskih znanstvenikov in poveljnikov iranske revolucionarne garde. Tako da nekega večjega števila žrtev prvi napad recimo ni povzročil med civilnim, oziroma kolateralne žrtve so bile sorazmerno majhne, medtem ko je dobesedno v prvi noči že obglavil in vrh iranske revolucionarne garde in tudi vrh iranskega jedrskega programa. Zdaj, Trump je ob tem še Homeiniju pomahal, ne, vemo, kje si, te pa zaenkrat še ne bomo umaknili. Ja, zdaj, ali je res vejo ali ne, je jasno pravzaprav samo takrat, ko ga dejansko recimo eliminirajo, če bi ga eliminirali. Zdaj, kakšna je tukaj rešitev za jedrski program, v smislu, če oni zbombardirajo, kar je na površju, potem recimo si predstavljam, da lahko pošljajo neko skupino specialcev, ki bi potem recimo udrla tudi v te podzemne rove in to nekako minirala. Je pa to seveda zelo zahtevna operacija in verjetno bi Izrael tukaj zelo potreboval pomoč ZDA, ki pa jo bo verjetno tudi dobil, glede na to, da praktično cela mednarodna skupnost je naklonjena tukaj, Izraelu, ne, in oziroma proti temu, da bi ves svet se zaveda, da pravzaprav si ne želi situacije, v kateri bi imeli iranski režim, ki bi torej podpiral terorizem po svetu in hkrati imel v posesti jedrski program. Ne, konec koncev je tudi nemški kancler Friedrich Merz to, kar pravzaprav mislijo skoraj vsi voditelji, povedal tudi javno na televiziji. V Sloveniji imamo okrog tega spet polemiko, to še bova, kjer se je treba v odnosu do Izraela, tudi ko gre za Iran, ne samo za Gazo, vedno postaviti retorično nekje med Roberta Goloba in Janeza Janšo in se potem pozicionirati, ne? Ampak neka evropska linija, tudi naši glavni geostrateški partnerji v Nemčiji so glede grožnje Irana zelo nedvoumni. Ne? Frau Zimmermann, ich bin Ihnen dankbar für den Begriff Drecksarbeit. Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle. Wir sind von diesem Regime auch betroffen. Dieses Mullah-Regime hat Tod und Zerstörung über die Welt gebracht. Mit Anschlägen, mit Mord und Totschlag, mit Hisbollah, mit Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel. Das wäre ohne das Regime in Teheran niemals möglich gewesen. Die Belieferung Russlands mit Drohnen aus Teheran. Ja, Drecksarbeit, die Israel da gemacht hat. Ich kann nur sagen, größten Respekt davor, dass die israelische Armee den Mut dazu gehabt hat, die israelische Staatsführung den Mut dazu gehabt hat, das zu machen. Wir hätten sonst möglicherweise Monate und Jahre weiter diesen Terror dieses Regimes gesehen und dann möglicherweise noch mit einer Atomwaffe in der Hand. No, če temu dodamo še geostrateško fronto, na katero Trump pogosto opozarja, in to je s Kitajsko, ne? Se pravi, tudi kitajske odnose s Teheranom in Rusijo, Putinom, ki jo je omenil Merz, ne? Potem dejansko vidimo, da je to tista glavna geostrateška fronta in linija, ki se v bistvu zdaj leta 2025 riše pred našimi očmi. No, vsekakor bo zdaj Iran oslabljen tudi v smislu pomoči Rusiji v Ukrajini, ne? Kar lahko tudi Ukrajinci po svoje pozdravijo. Ne? Je pa res, da bistvene razlike ne bo, ker te iranske šahed drone zdaj Rusija že po iranski licenci izdeluje na svojem ozemlju, tako da tukaj bistvenih razlik ne gre pričakovati. Je res, da je Nemčija tradicionalno najverjetneje zaradi pravzaprav te krivde holokausta iz druge svetovne vojne zelo naklonjena izraelski politiki, bolj kot recimo večina drugih evropskih držav, pa vendar je tukaj treba priznati, da dejansko Izrael opravlja umazano delo za celoten svet, ne? Kajti iranskega režima z jedrskim programom pravzaprav si verjetno nihče zares ni želel videti in kljub temu recimo, da so tudi saudijske oziroma arabske države, Saudska Arabija med prvimi obsodila, ne, ta napad, hkrati so verjetno v šali, smo se takrat pogovarjali, odpirali šampance oziroma otroške šampance, glede na to, da gre za islamske republike oziroma teokracije, ne. Kaj ti zavedajo se pravzaprav, da je Iran grožnja tudi zanje v regiji, ne. Bo pa zanimivo videti, no, kako se bo zadeva razpletla. Je pa
zanimivo, da te poante, o kateri govoriš, ne, da v bistvu Izrael opravlja zdaj neko globalno delo skupaj z Američani, ne vidi aktualna politika uradna v Ljubljani. Ne. Jaz bi klej izpostavil še preden pogledava neke izjave, domače odzive, izjavo Tanje Fajon za časnik Delo, kjer je nekako presenečeno ugotavljala, ne, da pač pri njenih stikih na tem evropskem diplomatskem parketu opaža, da imajo druge članice Evropske unije, da se je izrazila Slovenijo, za precej radikalno v njeni zunanji politiki. Je to res presenečenje pa No, zdaj, ko so ravno pri Tanji Fajon in Iranu, ne. Zdaj, Slovenija je za iranski režim pred leti oprala €1 milijardo skozi Novo Ljubljansko banko, ne. Mislim, da pove zelo veliko, ne. Tudi v nasledstvu, kakor vem, smo se zelo grebli že takrat leta 91, ne, da smo v tem naboru ambasad, ki so ostale oziroma iz tega premoženja Jugoslavije, ne, dobili ravno ambasade v Iranu in Libanonu, ne, torej mislim, da neka parcela tam direktno v tisti soseski Bejruta, ki je nekako Hezbolahova soseska, ne. Verjetno tudi ne povsem iz turističnih vzgibov. No, mislim, pač očitno smo imeli neke zelo očitne interese diplomatsko in kako drugače pač s temi državami sodelovati, ne. Ja, se pravim, že prej sem govoril o pozicioniranju med Janšo in med Golobom, ko pride do teme Izraela in do teh vojaških operacij. Izjave, ki jih bova videla, po mojem zelo veliko razkrivajo tudi v luči prihajajoče kampanje, ki se bo jeseni razgrela, novih akterjev, konkretno Vladimirja Prebiliča, ki bo v bistvu zdaj čez nekaj dni sporočil, ne, svojo odločitev glede aktivacije. Zanimivo je, ker boš videl Prebilič in Grošelj, ki naj bi po nekaterih informacijah čez par mesecev sodelovala v tem istem novem političnem projektu, govorita tule precej drugačen, vsak sebi jezik, pa poglejmo to, ne. Sam osebno sem razočaran nad tem, da se je Izrael za takšno potezo odločil. Jaz mislim, da bi lahko dosegli zmanjšanje nevarnosti Irana skozi razgovor, pogovor in skozi dialog, ne skozi vojno. In zdaj se zdi, da sta se pravzaprav obe strani, tako Iran kot Izrael, zapletla v medsebojno izmenjavanje teh udarcev oziroma pošiljanje raket drug na drugega in ta stvar lahko nevarno eskalira. Izrael je izvedeno, bom rekel, zelo prepričljivo, zelo učinkovito in uspešno obveščevalno, informacijsko, kibernetsko, zračno, vojaško operacijo popolnoma novega tipa. To, kar smo videli v prvih 36 urah vojnega delovanja, je pač nekaj novega. Tega še nihče nikjer ni uporabil. In uporabili so okne priložnosti, ki se je pojavil potem, ko so oslabili iranske podpornike, Hamas, Hezbolah in nenazadnje prišlo je tudi do zamenjave režima v Siriji. Vse to je vzpostavilo neko priložnost, da je zdaj Izrael udaril po Iranu in zlasti po njihovem jedrskem programu. Ja, to je zanimivo. Dva obramboslovca, ne, Grošelj in Prebilič, nekako tudi politično zelo sorodna. Grošelj je večkrat izjavil, da se vidi nekje blizu tega novega projekta Vladimirja Prebiliča, ampak vsebinsko pa je tule Grošelj govoril precej bliže temu, kar je govoril Matej Tonin. Vidno je pri Prebiliču, da se ob gneči, ki definitivno vlada na domačem parketu, ne, tudi zunanje politično zelo precizno pozicionira, kot je rekel, če okrog česa ne želi dvoma, je to, da sodi levo od sredine na političnem parketu. Ne. Ja, zdaj se mi zdi, da Prebilič in Grošelj bi še nekaj let nazaj govorila verjetno zelo podobno, s tem, da Grošelj še vedno govori to, kar misli, Prebilič pa govori to, kar mu koristi kot pač v okviru njegove predvidene politične aktivacije. V slovenski levici je pač Izrael nekako precipiran kot nek bad guy, kot neka taka invazivna, agresivna država. Zlomamo ta nek arabsko-palestinski pogled na celotno politiko, ne. Se ne zavedamo, recimo, da je situacija v Izraelu oziroma v Palestini bistveno drugačna kot recimo Rusija, Ukrajina, ne, pri čemer je Rusija očitni agresor, medtem ko Izrael vsaj delno tudi samega sebe brani. Zdaj, koliko potem presega svoje neke upravičene odzive ali pa ne, je drugo vprašanje, ampak vendarle je geneza konflikta bistveno drugačna in tudi posledice, recimo, ne, jaz večkrat opozorim, ne, da ko presojamo nek konflikt, je pomembno se vprašati,
vprašati, kaj bi se zgodilo, če Ukrajina odvrže orožje, kaj bi se zgodilo, če Rusija odvrže orožje, kaj bi se zgodilo, če Hamas odvrže orožje, kaj bi se zgodilo, če Izrael vrže stran orožje. Ne? In mislim, da so tukaj pač rezultati le tega zelo očitni. Bi še to dodal, ko si rekel ravno razgovor in dialog, ne, ki ga omenja Prebilič, pravzaprav ZDA so želele, ne, za prejšnjo nedeljo je bil predviden nov krog pogajanj o iranskem jedrskem programu, pa je tukaj Izrael pravzaprav prehitev z akcijo, nekako se je bal, da bi pravzaprav Iran pretental mednarodno skupnost s temi pogajanji, ki bi mu kupile čas, da lahko dejansko razvije jedrski program. Ko bi jedrsko bombo Iran imel, pač te poti nazaj več ne bi bilo, ne glede na to, kaj bi se sicer pogajali, in to je Izrael pravzaprav želel preprečiti, se mi zdi, s tem bliskovitim napadom. Jaz vidim copy-paste slovenskih političnih strategij, ko gre za Gazo in odnos do Hamasa in pač vloge Izraela, in ko gre zdaj za tole posredovanje v Iranu. Kje vidim copy-paste? Prepričan sem, da tudi na levem polu, vsaj na tem zmernejšem levem polu slovenske politike, nihče prav zelo resno ne misli z genocidom v Gazi. Zakaj? Ker potem bi dejansko bili pridruženi tej tožbi Južne Afrike, ne? Ampak že Milan Kučan vedno reče, da ko govori o genocidu, govori o moralni komponenti, ne? Medtem ko ta desno-sredinski del politike vedno govori bolj o pravniški komponenti, ne? In tu se mi zdi pa na primeru Irana ta ločnica še malo bolj bizarna, ker smo se zdaj v bistvu razdelili na levo in desno okrog tega, kdo vidi v Iranu, pa v navezi, ne vem, s Putinom in Kitajsko os zla in kdo jo ne. Ker po mojem bi jo enotno mogli videti vsi, ne glede na barvni spektr znotraj Slovenije. Ne? Mislim, da je to pač ta klasična slovenska polarizacija, ne, kjer pač se zelo tipično desnica postavi na neka realistična stališča, ne, kar bo videla, mislim, da tekom oddaje še na več mestih, recimo tudi v odnosu do obrambe, ne, medtem ko se levica postavlja na neka idealistična stališča, ki so pa potem v praksi neizvedljiva in se zato znajde neke vrste v nekem paradoksu. Ne, tako kar hkrati obsodi, ne, kar je po svoje logično, ne, sej vsi obsojamo ubijanje otrok in tako naprej, ne, ampak ko pogledaš celostno, ne pogledajo, bom rekel, celostne slike, ne, kakšna je dejanska situacija, ne, kdo zlorablja otroke in kdo jih pač pobija, ne, oziroma kako do tega prihaja in kakšna je neka celostna situacija, ne, pri čemer je jasno, da Izrael marsikje presega, bom rekel, neke te meje normalnega ali pa meje pričakovanega, meje dovoljenega, skoraj gotovo izvaja tudi resne vojne zločine v Gazi, ampak hkrati ne, je treba pogledati pač celostno sliko, ki je pa levi pol pogosto ne vidi. Ne, in, zdaj smo že globoko v bistvu v domačem političnem dogajanju in prej si omenil paradoks. Ne, finančni minister Boštjančič se je znajdel tudi zaradi pisanja portala Zanima.me ta teden v enem takem paradoksu, kje ga vidim. Napisali smo, bom kasneje tudi razložil, kako točno smo do teh informacij prišli, o tem, da je bil četrta oseba na zdaj že slavnem, razupitem, kakorkoli hočeš, vikendu pri Tomažu Subotiču v Karigadorju. Najprej smo dobili po elektronski pošti odgovor, da nam odgovorijo v zakonskem roku 7 dni po zakonu o medijih, potem je še Pop TV vprašal, ali ste bili res tam, ne, in minister bi dejansko lahko, in tu je paradoks, ne, v eni sekundi odgovoril, ne, nič od tega ne drži. Nisem bil tam, ne. Odgovoril pa je, ne, da smo odgovorili, da čez en teden bomo odgovorili, ne. Zdaj tako, bom šel malo bolj v podrobnosti glede tega, kaj imamo in kaj naslednji teden tudi od ministrstva pričakujemo. Imamo torej podrobnosti iz večjih, iz 2 neodvisnih in nepovezanih virov potrjeno informacijo, da je minister Boštjančič tam bil. Imamo tudi konkretne datume, gre za 3 časovna obdobja, ko je tam po naših zanesljivih informacijah bil. Zdaj, tisto, kar pa se po mojem pričakuje naslednji teden od ministrstva, pa je, da bodo skušali vse skupaj zanikati z odlogom enega tedna, kar zame dejansko je zanikanje brez vsakršne vrednosti. Ne? Če bi bili tako prepričani, da stojijo na trdni zgodbi in ne bi konec koncev čakali tudi, da mi morda pomahamo še s kakšno informacijo, ki je do zdaj nismo dali ven, ne? Potem bi preprosto lahko v eni sekundi zanikali z ne. Lahko bi bila tudi samo ena beseda. Ne?
Ja, več o tem ne, sicer že moramo tukaj nekoliko razočarati ali pa nekatere gledalce, vendarle to temo podrobneje danes oziroma jutri razčleniva v special epizodi. Tako, za naročnike in podpornike. Na tem mestu bi pa za ostale gledalce dodal samo še to. Bila sta torej dva vira z isto informacijo, ki se med seboj ne poznata, oba sta koalicijska. Kar pa daje tej naši zgodbi o tem, da je Boštjančič bil v karikadorju dodatno težo, pa je tretji vir, prav tako koalicijski, kjer sem ubral pa jaz, ravno zato, da bi bil še bolj prepričan v dejstva, obratno taktiko. In mu nisem jaz dal informacij, pa rekel, ali to potrjuješ ali zanikaš, ampak sem jaz vprašal, ali veš, kdo je bil četrta oseba, in sem dobil ime finančnega ministra še od tretjega vira potem. Tako. Ampak za vse ostalo pa res, kot rečeno, v soboto zjutraj v special epizodi Safarija. Zdaj pa sva res že globoko v domačem političnem parketu. Lahko bi rekla predvolilnem vrenju. Predvolilnem vrenju, namreč pravzaprav že dolgo nismo imeli toliko nekega notranje političnega dogajanja kot ta teden, pa morda pogleda najprej nekaj izjav. Cel kup povezovanja in odzivov na to. Gre se za to, da smo izkazali tudi pisno zavezo k temu, da bomo sestavili listo za državnozborske volitve. Premagali smo nekaj na začetku, kar v politiki dostikrat ostane nepremagano. To je v bistvu neke vrste narcizem malih razlik. Torej, da smo prisiljeni vedno znova izbirati bodisi eno ali drugo stran. Jaz mislim, da to je slabo. Prav tako me čudi tako imenovano zapiranje prostora, da ne bi vstopali novi igralci v politiko. Sam osebno menim, da je slovenska demokracija zgrajena na pluralizmu, tako tudi sama ustava narekuje, in jaz mislim, da je to z razlogom. Je sinergija za to, da za naslednjo mandatno obdobje nastopimo skupno pod blagovno znamko Stranke Demokrati. Sam govorim predvsem o povezovanju programsko sorodnih strank. Tukaj imam seveda v mislih Novo Slovenijo, Demokrati, Fokus in tudi SDS. Praktično brez te grupacije ne bi bilo možno oblikovati vlade v Sloveniji in to bi nam dajalo tisto moč, s katero bi resnično lahko usmerjali razvoj Slovenije v prihodnjih letih, kjer pa so seveda potrebne velike spremembe tako na področju gospodarstva, zdravstva, sociale, veliko dela nas čaka. Zdaj, če greva lepo po vrsti, tako kot so bile izjave, najprej malo z analizo tega dogajanja med Vesno in Levico. Prva teza, ki jo postavljam, o njej sem zelo prepričan, je, da je osnovni namen tega povezovanja ravno aktivacija Vladimirja Prebiliča. Je v bistvu obstoječi Vesnin europoslanec, ki je do zdaj veliko nastopal s poanto okoljske politike, s tem se mu vsebinsko jemlje tudi na nek način manever na soočenih. Bo pa zanimivo videti, kako se bo Prebilič odzval. Neke zametke odgovora na ta njegov odziv že imam, opažam, da iz nastopa v nastop več govori o korupciji. Malo sem tudi govoril z recimo njegovimi strategi, zakaj. Stvar leti neposredno na glavnega tekmeca, znotraj levega pola na Roberta Goloba, konkretno po mojih informacijah precej tudi na to vlogo sumljivega srbskega kapitala v povezavi z ljubljanskim županom Jankovićem, ki je prisoten v Ljubljani in še kje po Sloveniji. Tako da mislim, kakor so informacije, da bo Golobov blok preko medijskih in kapitalskih monopolov zelo neusmiljeno nastopil do Prebiliča, so tudi informacije, da bo Prebilič šel dokaj ostro na Goloba v dveh poantah. Eno je Golobov nastop, ki ga bo Prebilič skušal poriniti proti Janši in reči, če ste proti janšizmu, potem ste tudi proti golobizmu, ker je to eno in isto po načinu vladanja. Drugo pa moment korupcije. In tule konkretno recimo se omenja, verjetno si v zadnjih dneh opazil, zgodba Genija, 800 000 evrov za svetovalne storitve podjetja A.T. Kearney in podobno. To so stvari, na katere naj bi recimo tekom kampanje Vladimir Prebilič štartal na svojega glavnega tekmeca. Ja, jaz bi tle dodal, ko so ravno pri korupciji. Zdaj sicer stranka Levica se zelo rada hvali v javnosti, kot da so stranka brez korupcije, ko začnemo brskati nekoliko globje, pa najdemo vse od zaposlovanja, bom rekel, članov stranke in sorodnikov do deljenja velikih državnih razpisov, tako na medijskem kot na kulturnem področju in še na kakšnem
ne, da ne govorim še o kakšnih drugih področjih, kjer poskuša si levica utrditi svoje vplive. Ne, in tukaj je recimo pravzaprav Vesna šla kot neka čista nevesta, ne, v to poroko pravzaprav z vsaj delno kompromitirano stranko Levica, ne, in na ta način pravzaprav Prebilič, tem, ko se distancira od Vesne, še bolj lahko igra na to svojo držo, recimo protikorupcijsko, hkrati mislim, da se lahko strinjam s tabo. Ne, mislim, da je ta poroka z dveh strani orkestrirana, oziroma z dveh razlogov orkestrirana strani Roberta Goloba. Prvič, zato, da Vladimirju Prebiliču zapre eno izmed možnosti. Ne. Namreč Prebilič je govoril v preteklosti, da si ne želi ustanavljanja nove stranke. Socialni demokrati, kjer je sam že bil v preteklosti član, pa se potem sicer izključil, so že napovedali, da ne bodo platforma za Prebiličevo vrnitev v politiko. Ne, in Vesna, ki jo je že dvakrat uporabil za aktivacijo na volitvah, je na ta način pravzaprav tudi zdaj zaklenjena v tej vladni koaliciji skupaj z Levico, da je tudi Prebilič ne more uporabiti, torej nekih obstoječih strank počasi za Prebiliča zmanjkuje. Ne, in po drugi strani je Levica najbolj zvesta koalicijska partnerica Gibanja Svoboda in jo Gibanja Svoboda pravzaprav nujno potrebuje. Zdi se, da je bistveno bolj zanesljiva v tem kontekstu, ko gre za glasovanje in ko gre za držanje štango Robertu Golobu kot socialni demokrati, ki imajo vsaj nekaj, bom rekel, tega lastnega terena in lastnega mnenja in ravno z vsako stvarjo, čeprav se na koncu običajno podredijo, vendarle niso tako zadovoljni. Ne? Zato pravzaprav Robert Golob Levico rabi, ne, v parlamentu, hkrati pa se je Levica s svojim načinom vladanja bistveno približa parlamentarnemu pragu, že delno z izhodom Mihe Kordiša, delno pa tudi sicer z razjezitvijo baze, vendar Levica je bila nekako protisistemska stranka in za, bom rekel, te radikalne volivce, ki so jo volili, je bila to neka opcija, s katero, čeprav bistveno vpliva na dogajanje v vladi, ne, niso zadovoljni, ker po 4 letih vendarle v Sloveniji še ne vlada socializem. Ne. Jaz bi rekel, vse, kar opisuješ, je v bistvu z eno besedno zvezo poroka iz nenačelnih razlogov. Zato tudi mislim, da kaj prav izjemno dobrega iz tega ne more biti. Pa bom najprej analitsko pogledal na rezultat na prejšnjih volitvah. Ne, Levica je že brez vse te dodatne konkurence, se pravi brez Vladimirja Prebiliča konkretno, ne, komaj zlezla čez parlamentarni prag pred 3 leti. Druga stvar, ki pa mislim, je dve utopistični stranki, pri čemer v nekih nijansah okoljskih Vesna še bolj od Levice. Ne. Recimo, da se je Levica, kolikor se je opragmatila, ne, v zadnjih 3 letih, Vesna se ni. Ne. In mislim, da bi lahko celo, to je moja špekulacija, ki jo lahko tudi razvoj dogodkov zavrne, ampak lahko se zgodi, da bi do rednih volitev, če bodo res pač pomladi naslednje leto, nek pragmatični del Levice, in to konkretno vidim Luko Meseca kot nekoga, ki se je profiliral malo v stran od tega, kar je bilo pred desetletjem, ne, odpadel. Govorilo se je pred časom... Luka Mesec se nekako zdi nekoliko dozorel oziroma spoznal, da je utopistične ideje, ki jim je verjel ali pa jim ni verjel, pa jih je zagovarjal. Tudi vprašanje politične kariere je, kaj lahko znotraj pokrova Levice in Vesne Luka Mesec sploh še naredi svojo politično kariero, in ne izključuje možnosti, ker se je pred časom, in tudi takrat sva govorila o tem, govorilo, da bi bil Luka Mesec del neke nove, tako imenovane intelektualne stranke na levi sredini, da ga ne bi s časoma videli v taboru Vladimirja Prebiliča. Ne rečem, da tako bo, ukolikor pa bi imel na tole združevanje dveh strank ali pa strančic, ne, Vladimir Prebilič v asu tega rokava, da jim vzame torej Luko Meseca, bi bila to precej genialna predvolilna poteza, to moram reči. Druga stvar, EU mandat, ne, to mi ni ušlo. Zelo naj bi nekako vznemirili Vladimirja Prebiliča na tej novinarski konferenci v Vesni, ko pravijo, če boš v ponedeljek najavil svojo samostojno politično pot, potem takoj vrni mandat, ki ga imaš v Evropskem parlamentu na naši listi. Zaradi tega, po mojih informacijah, Prebilič v ponedeljek ne bo komuniciral nastanka nove stranke, to naj bi se vse zgodilo po počitnicah jeseni, ne? Ampak zgolj svojo voljo, da pač jeseni resno vstopi v kampanjo in v tekmo. Ja, in še nekaj bi rekel, ne? Bova govorila zelo kmalu tudi o
Anžetu Logarju, ki nekako kljukice zaenkrat pravilno dela. Ne. Dobil je 3 poslance, da ima pač formalno svojo poslansko skupino, zdaj kot bomo videli, je dobil še nekaj svežega denarja s pripojitvijo zraven. Tudi pri Prebiliču, mislim, da bo ena glavnih nalog, kjer se bo pa spor z Golobom zaostril do vrhunca, ali mu bo uspel do konca letošnjega leta recimo izmamiti iz največje poslanske skupine 3 do 4 kadre, s katerimi bo lahko postal parlamentarna stranka še preden nastopi na volitvah. No, parlamentarna stranka verjetno že je v tem kontekstu. Tako, zaradi Evropskega parlamenta, v tem domačem kontekstu. Prebilič pa drugače, to pa drži, to je smisel Dolgarja. Glede Prebiliča morda samo še to, se mi zdi, da po svoje razumem vesno, da nekoliko nori, vendarle Prebilič nikoli ni bil ta zeleno-ekološki utopist, ki ga pač kar Vesna je, in je po svoje Vesno 2-krat izkoristil za platformo, lahko rečeva tudi tako, za politični uspeh, enkrat tudi dejansko to dobro izkoristil kot evropski poslanec. Pa še to bi dodal, da Vesna ne le pri zelenem področju, tudi ko se bere njen socialni program, je izrazito utopistična, mislim, da celo en del programa ali pa neke deklaracije pri njih so napisane v tistem legebitrovskem jeziku s podčrtaj, ki je povsem neberljiv in podobno. Zdaj, če gremo naprej na demokrate in povezovanje stranko konkretno, mislim, da sicer je nekoliko tvegana po eni strani poteza, pa vendarle strateško dobra. Stranka konkretno je izrazito sredinska, torej izvira pravzaprav iz neke leve, iz stranke Mira Cerarja, ki je bila leta 2014 kot neka catch-all večinska leva stranka, potem se je oklestila teh najbolj levih vplivov in pa je bila postala neka levo-sredinska stranka, potem vstopila v koalicijo z Janezom Janšo in se znebila še tistih levo-sredinskih elementov in ostala res bolj simbolno to sovpada z Logarjevim osnovnim sporočilom. Tako da v tem kontekstu, vsekakor koristno, hkrati je stranka konkretno na terenu pač mrtva, da bi dosegla kakršenkoli resen preboj, mislim, da že celo za 1% bi se zelo težko potegovala in v tem kontekstu... Kjer pa ni mrtva, je pa transakcijski račun te stranke, ker je vendarle imela dokaj soliden rezultat, okrog 3,6% na zadnjih volitvah. Kako so si sicer razdelili to med SLS-om in ostalimi strankami? To je res, je bil pa levji delež tega rezultata, dejansko rezultat stranke konkretno, in zdaj bral sem zadnje dni neko oceno, da Anže Logar konkretno dobiva okoli 170,000 evrov, ki ga čakajo na računu za potrebe te kampanje, kar moram reči, da za stranko, ki bi se sicer v celoti morala nasloniti na verjetno neke zasebne donacije, je denar za neko spodobno predvolilno kampanjo, čeprav so te zadnja leta poletele tja proti 500,000, ampak govorimo o največjih strankah. Vendarle je to nek dober začetek. Tukaj je še vprašanje, bom rekel, Zdravka Počivalška. Tu imam mešane občutke, zaradi tega, ker brendiranje mogoče v slovenski politiki še posebej, brendiranje na neko preteklost in na neke ljudi, ki so odfrčali s časoma iz te prve lige slovenske politike, ni najboljša stvar. Poleg tega je še nekaj, Zdravko Počivalšek vsaj formalno, kot je potrdil tudi predsednik konkretno, je še vedno član te strančice, hkrati pa v svetu SDS-a kot nek minister za gospodarstvo v senci. Je pa res, da je predsednik stranke konkretno Demšar povedal tudi, da Počivalšek ne bo več mogel sedeti na 2 stolih, torej se bo mogel odločiti, ali bo ostal v stranki konkretno, oziroma zdaj po novem v Demokratih. Mislim, da se bosta z Janezom Janšo odločila brez večjih težav. Tako da potem tudi ta, rekel, lik Zdravka Počivalška ni več tako problematičen za Logarja. Tako, morda še to, NSI je imela tabor v ta prejšnjo nedeljo. Izpostavil bi 2 zadevi. Ena mi je zanimiva izjava, ki je bila podana za medije od Mateja Tonina, in sicer, da trnasto vztrajanje zgolj na enih in istih obrazih na desni sredini se zdi kontraproduktivno in nas že desetletja pošilja v opozicijo. Tukaj je bil po svoje zelo očitno namenjen Janezu Janši, hkrati pa recimo ves govor, ki ga je imel na tem taboru, Janše ni omenil niti z besedico
In mi je zanimiva bila, recimo, če sem primerjal govora Janeza Janše na kongresu SDS v Ormožu in pa govor Mateja Tonina na taboru NSI v Vitanju, mislim, da nekaj tednov razlike. Janez Janša nekoliko resignirano napoveduje, pa pripravlja bazo še na en mandat v opoziciji, češ čakali bomo, dokler ne bo programske večine za naše ustavne spremembe. Medtem ko NSI, sicer bistveno manjša stranka, trenutno z 8 poslanci, pa tudi po anketah je kaj dosti več od tega, oziroma prekajšnjega manj, trenutno ne kaže, pa vehementno prihaja nova vlada, podjetniki ne odhajajte še na Hrvaško. Zanimiva igra z besedo čakanje, oziroma glagolom čakati, ker je Janša rekel svojim podpornikom, bomo pa še malo počakali, če drugače ne bo šlo, medtem ko je drugače uporabil Tonin, pa je rekel, samo še malo počakajte, pa bo. Mislim, že v naslednji vladi bomo te stvari uredili. Mislim pa, da glede na vse izjave, ki so jih tudi pokazala, se riše tisto, o čemer sva pred meseci govorila, se spomniš, 3 stebri desnice, rekla sva, SDS bo šel seveda samostojno v zgodbo na volitve, Logar bo šel tudi samostojno in pogledal, do kje seže njegov zgornji domet, medtem ko je Tonin zelo jasno ta teden tudi na 24 ur zvečer povedal, da je te stranke, kot pa so, SLS, Fokus in ostalo, bodo pa naredili do volitev vse, da jih pač spravijo pod eno streho. Tonin sicer omenja tudi demokrate, je pa res, da Tonin, to, kar Tonin omenja, jaz razumem bolj v smislu nekega sodelovanja, nujno skupnega nastopa. Mislim, da je tukaj treba zelo jasno ločiti. Pa tudi ne spotikanja v kampanji. Mislim, da je tukaj treba zelo jasno ločiti, kaj je recimo neka skupna lista, kaj je združevanje strank in kaj ali pa samo je neko pakt o nenapadanju oziroma neka morebitna osnutek koalicije. Mislim, da koalicije pred volitvami ne bo. Združevanja strank pred volitvami ne bo. Mislim, da je to dvoje jasno. Kar se tiče pa pakta o nenapadanju, nekako se mi zdi, da se kaže ta nek desno-sredinski blok, ki bi se mu morda celo lahko še kdo pridružil v tem predvsem nenapadanju. No, glej, ko si omenil, ta tretji blok, recimo, ki se omenja v zadnjem času, Ko si omenil ravno ta Toninov poziv podjetnikom, ne odhajajte še, ker bo kmalu bolje, dejansko formula, za katero recimo krog SBC-ja neuradno precej zagret, je ravno ta tretji blok, torej sodelovanje tako SD-ja kot Prebiliča na tej levo-sredinski strani, kot že omenjenih strank desno od sredine. Pa bi morda pokomentiral samo še to, Peter Gregorčič, ki nastopa na podcastu Ura resnice, je znano, da sodeluje v zadnjih mesecih tudi s Slovenskim poslovnim klubom. V eni od zadnjih epizod je izrekel to tezo in me veseli, da se na nek način najina teza prijema z nekaj mesečnim zamikom. Midva sva lansko jesen govorila o oranžnih, torej o Golobu in Janši, če želite zelo enostavno, ki so si podobni v marsičem in ovirajo razvoj Slovenije. Zdaj smo to slišali tudi od njega. Pa tudi o tem, da bi bilo, kar je pa Rok Čakš izrekel pred kakšnimi 2 do 3 meseci v tem podcastu, torej si predstavljaš, me je takrat Rok vprašal, Goloba in Janšo skupaj v opoziciji. Mislim, da tu ni naključij, videl sem potem tudi usklajen napad Janeza Janše na poanto te epizode, videl sem potem tudi pravzaprav zelo nelojalen odziv njihovega lastnika na izrečeno v tej epizodi in v bistvu ob tej priložnosti izrekam neko svojo solidarnost, ker poante so prave in me veseli, da so se prijele. Ja, da se pravzaprav naše ideje širijo. Naprej, morda da zaključim še to, preden greva še pogledati na kratko anketo, zanimivo. Torej, mislim, da koalicije recimo uradne neke ne pričakujem, tudi povezovanja oziroma združevanja strank, razen tega, kar smo že do zdaj videli tudi, morda kakšno manjšo še, ampak mislim, da niti ne. Bolj verjetno se mi zdi, da bi se lahko te stranke, ki so nekako desno od sredine, zelo jasno desno od sredine, združile v smislu skupnega nastopa ločenih strank na enotni listi, tukaj imamo v mislih predvsem NSI in SLS. Če SLS želi priti v parlament, mislim, da je to za njih bolj ali manj edina opcija, ki jo ta trenutek imajo. Janez Janša je povedal, da sodelovanja ni, torej če se ne mislijo zliti z SDS-om, potem imajo samo še tukaj priložnost, da dejansko recimo naredijo. Podobno Fokus, medtem ko recimo je Anže Logar drastično drugačna stranka, in v tem kontekstu bolj sredinska, celo posega z posameznimi kadrovskimi potezami bolj na levo in bi bilo pravzaprav kontraproduktivno, da bi silili na skupno listo, pri čemer se mi zdi tudi, da
kot tudi kažejo recimo ankete, ne, in NSI-ju in demokratom vendarle kaže preboj v parlamenta. Ne, tako da tudi to združevanje pravzaprav na enotno listo niti ne bi imelo smisla, ker se potem tudi izgubi in del medijskih nastopov in pride do nekih tren, ko se je treba zmeniti, kdo bo šel na soočenja in kako se bo delil denar. Ne. Če sva zelo grafična, plastična, ne, kjer se združevanje splača, upam, da se ne bom preveč odmaknil od mikrofona, se splača pod tole rdečo črto, ne? Se pravi pobrati tisto, kar bi sicer drobilo prostor, predtem pa se niti ne splača. Se strinjam, in v tem kontekstu sta pač predvsem tukaj SLS in Fokus tista, ki bi recimo potrebovala pač nekega večjega partnerja. No? Zdaj, drobi, ne, se pa Levica še na kakšen drug način, kot samo na različne stranke in na, kot je rekel Macerl ta teden, narcizem majhnih razlik. Mogoče so precej večje razlike konceptualne med Gibanjem Svobodo in med predsednico republike Natašo Pirc Musar še naprej. Ne. Zdaj, kar me fascinira tokrat je, da se celotna koalicija strinja, da jim je predsednica republike poslala zelo dobrega, mladega celo kandidata za novega guvernerja Banke Slovenije, ampak tokrat so pa uspeli v Svobodi, se druge niti ne, najti novo težavo. Je sicer izjemno dobro pripravljena, ampak ena stvar mu pa manjka, pa poglejmo, ne. Že takoj po tem razgovoru oziroma njegovi predstavitvi smo Socialni demokrati ocenili njegovo predstavitev kot dobro, strokovno. Zagotovo izkazuje določeno mero znanj in tudi svežih idej za mesto guvernerja. Smo mu prisluhnili strokovnega vidika, res pripravljena zadeva, smo pa ocenili, da ima manjko vodstvenih izkušenj za vodenje tako velikih sistemov, kot je Banka Slovenija, zato mu podpore ne dajemo. To je stališče celotne koalicije? Da. Jaz nisem sodeloval na nobenem sestanku, kjer bi se koalicija to dogovorila. Tisti, ki bo dobil neko širšo koalicijsko podporo, da seveda ga lahko podpremo, zdaj očitno ta trenutek nismo še na tej točki. No, tisto, kar sem jaz razbral iz tegale ping-ponga med koalicijskimi partnerji je prvič, da si Svoboda kadarkoli pri belem dnevu vzame pravico, da govori brez dogovora v imenu celotne koalicije, Golob se torej počuti tako suverenega, saj v bistvu ni nič pretirano novega, nisem povedal, ne. Druga stvar, ki pa je, ne, ki je mogoče bolj problematična, da tako lahkotno vodja največje poslanske skupine v Državnem zboru pove, da to, da si strokovno odličen, da si tudi mlad in da imaš neko svežino in nek zagon in energijo, pač ne šteje. Ne? Štejejo neke druge zakulisne stvari. Pričemer je zelo jasno, da koalicija vztraja, ne, pri Saši Jazbec, ki je desna roka ministra Boštjančiča, ki je podpredsednik vlade in finančni minister. Ne, pričemer je to po svoje celo sporno. Ne, če sva rekla za Poklukarja, da je najbolj kompromitiran minister v tej vladi, pa se mi zdi, da se bo sploh do konca mandata Boštjančiča oprijelo, da je minister, ki najbolj skrbi za kartelne lobijske interese v ozadju te vlade. Ja, kar je počel že prej, ne, ampak zdaj, če samo to še zaključim, ne, torej Saša Jazbec, ne, kot desna roka finančnega ministra na instituciji Banke Slovenije pravzaprav bi bila neke vrste grožnja neodvisnosti tej instituciji, vendarle Banka Slovenije je neke vrste regulator, je neke vrste torej tudi nadzorna inštitucija in z tega vidika se mi zdi celo dobro, da predsednica vztraja pri tem, da Saša Jazbec ne imenuje na to mesto, ker bi bila s tem Banka Slovenije neposredno podrejena finančnemu ministru in podpredsedniku vlade, torej neposredno podrejena vlade. Pa še kakšnemu konfliktu interesov, čisto osebnemu, o katerem smo tudi v preteklih mesecih že kaj rekli. Je pa res, da predsednica republike ima težavo, ne, ni guverner Banke Slovenije edini, ki ga ne more spraviti čez pri kar se varuha človekovih pravic tiče, ima pa na drugi strani v opoziciji blokado, ne, tako pri NSI-ju kot pri SDS-u. Torej, zdaj tule pa vendarle izražam en svoj dvom. V bistvu ne bom podal neke končne ocene, ampak bolj navrgel dilemo, ki jo imam. Ali je tako, ne, kot pravijo nekateri, da ne opravlja učinkovito svoje funkcije, ker ima očitno do neke mere porušen most tako do SDS-a oziroma desne sredine kot z aktualno vlado? To je lahko ena teza, čist
kako bi temu rekel, legitimna. Moj pomislek pa je, ali res potrebujemo predsednika republike, ki je pri nas že ustavno protokolarna figura, ki je potem pri kadrovskih imenovanjih še popolni talec nekih delnih partikularnih interesov strank. Ne? Ja, je pa res še to, ne, da pravzaprav tukaj igra Nova Slovenija po svoje igra umazano igro, po drugi strani je pa ujetnik situacije, ker če podpre recimo kandidata, ki je nekoliko bolj lev, ne, s tem seveda potem bo da SDS-u možnost, da jih rušijo, češ, da so rezervno kolo koalicije, ne, kar jim pravzaprav očitajo že ves mandat. Še toliko teže pa zaradi tega, ker koalicija, ta čisto proforma, uradna koalicija ne naredi nobenega koraka na drugi strani v smer predsednice republike. Če bi koalicija našla, bom rekel, vsi so bili tudi kandidati za varuha človekovih pravic, ki so bili precej neutralni, ne, torej ne tako zelo levi, ne, bi verjetno lahko našli tudi skupni jezik, je pa res, da ima tukaj pač Nova Slovenija više delnice, kot bi jih imela sicer in zato lahko pač ne podpre nujno ravno vsakega levega kandidata, za katerega se koalicija strinja. Zdaj, ko sva pri sprenevedanju, sva govorila, se spomnim, glede zdravstva, poanta je bila najna, ne, da kako privatiziraš zdravstvo, ne da bi ljudem povedal, da ga privatiziraš, ga torej totalno sesuješ s to socialistično retoriko in počakaš, da se privatizira samo. Nekaj podobnega se mi pa zdi, da gledamo zadnje dni tako z obrambno resolucijo, ne, to bom še kakšno rekel, kot z naborništvom. Namreč Tarča je v četrtek razkrila en posnetek iz Državnega sveta, sicer, kjer državni sekretar na Morsu zelo jasno govori o želji in nuji vračanja naborništva, samo minister tega ne bi želel nikomur povedati. Ne? Nikoli se ne prebere člena ustave, ker je vsakmu državljanki in državljanov te države dana možnost, da domovino brani z orožjem ali pa na civilen način. Njegova desna roka, državni sekretar Boštjan Pavlin, pa je v državnem svetu pred 2 tednoma besedno zvezo obvezna rezerva uporabil 8-krat. Seja je bila samo zvočno posneta. V tej resoluciji opredeljujemo obvezno rezervno sestavo, kar je novost od današnje pogodbene rezervne sestave. Vsekakor za potrebe obvezne rezerve pripravljamo spremembo zakona o vojaški dolžnosti, torej ZVOJD-u, ki ga bomo po vsej verjetnosti po tem obdobju počitnic imeli v državnem zboru. Ministrstvo za obrambo smo vprašali, kaj pomeni obvezna rezerva in ali lahko zagotovijo, da bo služenje vojaškega roka ostalo prostovoljno za vse. Jasnega odgovora nismo dobili. Ja, jasnega odgovora ne dobiš ne od finančnega ministra, ne od obrambnega, še manj od premijeja in tako naprej, ampak glede naborništva. Na zanima.me smo eno zelo zanimivo analizo v tem tednu objavili, kjer je v bistvu razvidno, da vsi okrog nas, ne, Hrvaška, sploh pa, da ne govorimo o severu Evrope, pač vračajo naborništvo. Latvija ga je pred kratkim in tako naprej. Tako da jaz mislim, da je to eno neizbežno dejstvo, sploh glede na to, da slovenska politika sama v resoluciji, ki jo je pravkar sprejela, omenja do 30,000, ne, mi imamo pa zdaj tam 8,000, recimo pripada 7-8, ja. V glavnem to drugače, kot na ta način pač ne bo šlo, pa če to pač bolj direktno volivcem poveš ali pa na tak način kot Borut Sajovic. Ne? Ja, zdaj, mislim, da je tukaj 2 stvari. Ne, rezerva dela dobro. Glede naborništva. Ne, prva stvar se mi zdi, po eni strani govori Levica oziroma kompletna koalicija, bi imeli vojsko, bi imeli obrambo, dajo 30,000 številko, oziroma potem se je v Tarči poslanec Svobode sprenevedal, češ smo napisali do 30,000, to ne pomeni nujno 30,000, zdaj, a je do 30,000 8,000, a je do 30,000 5,000, ali 25,000, to je vse vmes. Ampak če napišeš do 30,000, pričakuješ nekje v tem rangu, torej tudi med 25 in 30, če povem bolj tako. In tudi 25 je nedosegljivo brez naborništva. Druga stvar, ki bi jaz postavil naborništvo, se mi zdi koristno iz večjih vidikov, ampak je spet recimo tukaj vidno, da Levico skrbi, da bi do tega prišlo, bom povedal zakaj, ker bi se potem slovenski fantje in tudi nekatera recimo dekleta, ki bi se za to odločila, obrambno usposobili in prišli
nekoliko bolj na realna tla. Kar pa pomeni, da so toliko manj, recimo, kandidati za utopistične ideje stranke Levica, ne, ki pravzaprav pravi, ne, se bi imeli vojsko, ampak ne bi vlagali nobenega denarja vanjo, ničesar, ne, se je pravzaprav kaj bi imeli golo in boso, ne. Torej, če je nekdo dal čez to obrambno usposabljanje, pač na te floskole verjetno težje nasede, kot če bi sicer, in hkrati bi to pomenilo tudi, rekel, ne, koristnost za neko širšo obrambno sposobnost Slovenije, kajti pač, če imaš obrambno sposobne ljudi, je to koristno in mislim, da tukaj primerjati to z napadi v Gradcu in podobno je dobesedno bizarno, ne? Kajti tukaj v vojski se ljudje naučijo resnega rokovanja z orožjem, z vsemi tudi varnostnimi in vsemi posledicami in nihče, mislim, da ni nekega strelskega napada bilo v zadnjem času, kjer bi bil recimo nekdo, ki je dejansko obrambno usposobljen. Ne? Tako da to se mi zdi, da je bizarno, ne? Še recimo tudi strani, bom rekel, Levice, ne? To po eni strani češ, da nočemo vojske, ki bo šla izven meja Slovenije, ne? Da rabimo braniti Slovenijo. Ne? Idealno za nas je, da Slovenijo ne branimo na slovenskem ozemlju. Ne? Ker to pomeni, da nimamo mislim, ne? Če mi Slovenijo branimo, mislim, če jo branimo v Sloveniji, pomeni, da smo že hudo v škripcih. Ne? Torej, mi rabimo Slovenijo braniti v Ukrajini, zato da Rusija recimo ne pride bližje. Glede resolucije obrambne bi pa rekel še nekaj, v njej je zapisano 3% do 2030, bojim se, da bo pa to eden tistih dokumentov te vlade, ki bo trajal rekordno kratek čas, kakšnih 14 dni, zakaj naslednji teden je namreč, ne, NATO. In tam bo zelo jasno, tudi preverjal sem pri diplomatskih virih, pisalo to, kar so tudi mediji že razkrili. Se pravi, ožji obrambni izdatki 3,5% BDP-ja, širši obrambni še 1,5%, torej skupaj 5%. Ne? Po domače povedano tudi to, da bo treba do leta 2035 milijardo in pol letno več nameniti, kot zdaj govorijo, da bodo, ne? Bo treba na neki točki povedati volivcem. Ne? Ja. Tako kot tole glede naborništva, ki si pa prej govoril o sprenevedanju pa relativizaciji, pa da bomo do 30,000, ne, smo pa nekje med 1. in 69. mestom na lestvici Švicarskega inštituta, ko gre za konkurenčnost. IMD, ne. Globoko pri 69. Ker 69 držav je zajetih v to raziskavo in mi smo 46, zdaj že drugo leto zapored, se to bom na kratko pokomentiral. Ne. Prejšnji 2 leti smo izgubili 8 mest, zdaj stagniramo in če smo skupno 46, bom jaz samo en podatek, ki pove to poanto, ki jo želim dati, no po davčni politiki smo pa glede vzpodbudnosti okolja na 57. mestu. Tako da mislim, da to pove. Zdaj, jaz bi še eno izjavo iz te tarče bi izpostavil, ki zelo jasno kaže držo Levice, ko gre v odnosu do naroda. Ne? In sicer Matej Tašner Vatovec, ne, je izpostavil, ne, sej Levica se ves čas zavzema za izhod iz NATO, ne, in ko so ga izvali, češ so se slovenski volivci, oziroma so se tisti, ki so takrat imeli volilno pravico, ne, mislim, da 66%, torej 2/3 večino odločili, da gremo v NATO, ne, je povedal tole. Obrambni koncept, ki bi ga ta država morala imeti. Na referendumu smo potrdili, ne, da vstopamo v NATO, zdaj... Noben referendum ni v skalo vklesan, ne, tako da jaz sem prepričan, da se te stvari lahko tudi spremenijo. Ne, se lahko tudi spremenijo, ne, odločitve, nič ni v kamenu vklesano, tako kot bi povozili odločitev glede vstopa v NATO, so že povozili 2 odločitvi glede posvojitev otrok v homoseksualne pare in ta teden še odločitev Slovencev, ne, volilno referendumsko odločitev glede umetne oploditve. Tukaj je sicer, bom rekel, temelj za to postavilo Ustavno sodišče, ne, ki je pač to zadevo razglasilo, češ, da je pač diskriminatorna trenutna ureditev, ne, in ta teden smo imeli priložnost spremljati zelo barvito, če ne rečem kako drugače, razpravo v parlamentu, ne, mislim, da je vredno pogledati par izsekov iz te razprave. No. To kaže nič manj kot na fašistoidno kategoriziranje žensk. Zaradi nasprotovanja klerofašistične srednje in homofobne desne politike je takrat zakon padel. Padel je na sramotnem referendumu, ki je ženskam izven patriarhalne matrice odrekel pravico do materinstva. Temeljno poslanstvo medicine ni v tem, da izpolnjuje želje.
temveč da zdravi bolezen. Odsotnost moškega partnerja ni bolezen, ki bi upravičevala uporabo invazivnih postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. Neplodnost bolezen. To, kar zdaj se obeta, je zloraba medicine za neko lifestyle odločitev, da nekdo otroka tako dobi. Država nima pravice vzeti otroku očeta in jaz lepo vabim ljudi, da se množično odzovejo naši pobudi za zbiranje podpisov za referendum. Naša referendumska pobuda bo dala ponovno priložnost tudi Ustavnemu sodišču, da razmisli o tem, kakšna krivica bi se zgodila otrokom, če bi mu vzeli očeta, in tudi kakšna krivica se dogaja moškim. Moški z tem zakonom postajamo plemenski biki, ki jo damo vsem in potem z otroki nimamo nič več. To je kriminal nad otroki in nad očeti. Ja, mislim, da tukaj smo lahko slišali res te bravure, še posebej strani levice, ki ureditev, ki skrbi, da imamo družinske razmerja, kot so nekako običajna. Mislim, da ima te Vatovec sicer tudi omenil, da je to bilo nekako iz nujnosti. Ja, pač to je civilizacijski dosežek. Družina z očetom in mamo in otroki je civilizacijski dosežek, ki ga pravzaprav oni zdaj s tem rušijo. Pa mislim, da se marsikdo sploh ne zaveda, kakšno težavo s tem delajo, ko umetno ustvarjajo matere samohranilke, ko umetno ustvarjajo otroke brez očetov, ki nikoli ne bodo smeli poznati svojih očetov. In pravzaprav je tukaj tudi natrhlo argumentacija Ustavnega sodišča, opozorilo Akademsko društvo Pravnik, ki je raztrgalo to odločitev Ustavnega sodišča in tudi opozarja, da sicer v normalnih razmerah referendum, ki odpravlja neustavnost, ni dopusten, pa vendar pravi, če Aleš Primc zbere podpise za referendum, pozivajo v Akademskem društvu Pravnik Ustavno sodišče naj ta referendum dovoli, kajti ustavna odločba, ki je bila podana na tako trhlih temeljih, pravzaprav ne more biti razlog za odpravo tega referenduma. Predvsem se v praksi dogaja vse drugače, kot je pač ljudska volja povedala na referendumu. Če pogledaš en primer, si že ti omenil, zelo jasno pač zavrnjena ta biomedicinska oploditev pred leti, na referendumu pa jo zdaj imamo, po drugi strani jim je ljudstvo naložilo, so ga prosili, jim naloži uvedbo konoplje še v osebne, ne samo v medicinske namene, pa so se zdaj sami odločili, da bo medicina čisto okej, da še nismo zreli. Tako da vedno kontra, karkoli se kdo odloči, so vedno. So te demokratični standardi, ki jih izvaja ta vlada. Predvsem je škandalozna izjava, ki smo jo prej zavrtela od Vatovca, ki v bistvu med vrsticami lahko popolnoma mirno to prevedemo, tako kot ljudski glas ali pa glas, 500,000 Slovencev, ki neki grejo pač referendumska odločitev. Referendumska odločitev za to vlado ne pomeni. Je pa to v luči nižanja demokratičnih standardov, ki jih spremljamo na različne načine, samo še eden v nizu teh incidentov v resnici. Zdaj, incident, po mojem mnenju, glede na to, kako smo Slovenci narod, vsak, v družini imaš po 3-4 avtomobile, ker ima vsak svoj, izjemno navezani na to mobilnost z osebnim avtomobilom in občutljivi na cene, se mi zdi noro, da, kot si ti analiziral za zanima.me, plačujemo morda celo eno najvišjih trošarin v zgodovini, se pravi država od litra benzina pobere celo največ v zgodovini samostojne države, po drugi strani zdaj v poletju, ko se bojo gruče tujcev peljale po naših cestah, za njih bomo pa zdaj pocenili gorivo ob avtocesti. Ja, zdaj povemo, zakaj gre. Gre za to, da je vlada, torej prejšnja vlada je pravzaprav sprostila ob avtocestah oblikovanje cene goriva in so trgovci z nafto lahko sami oblikovali cene, kar je pomenilo, da so bile približno nekje 20 centov višje kot izven avtocest, kjer je cena še vedno regulirana. Zdaj bo regulirana tudi na avtocestah. Zdaj jaz vidim tukaj nekako dve opcije, ampak pogledam najprej, kaj je na to temo povedal. Zelo dobro jih je razgalil Matej Lahovnik, predvsem v tem delu, kjer si kot država preprosto vzamejo preveč. Najlepši dokaz tega je, da je veliko ceneje točiti gorivo na Petrolu na Hrvaškem, kot pa na Petrolu v Sloveniji. Tudi jaz sem pred dnevi natočil poln rezervoar v Zadru na slovenskem Petrolu in privarčeval vsaj 10 evrov. Ne razumem te poteze, zakaj ravno zdaj na avtocestah uvajajo regulacijo, ker to koristi samo tujim turistom.
Ja, tujim turistom zagotovo koristi, medtem ko recimo se mi zdi ravno v tem smislu Slovenija kot tranzitna država, ki od turistov, ki grejo na Hrvaško, pravzaprav nič nima. Bi se mi zdelo smiselno, da pač te višje cene na avtocestah imamo zaradi teh turistov, oziroma ne se država pač tukaj recimo nekoliko umakne in zniža te bizarno visoke trošarine, ki so med najvišjimi, in na ta način omogoči, da bomo cenejši kot sosedje, ker recimo v tem smislu, da smo v Sloveniji cenejši z gorivom kot sosedje, je smiselno, ni pa smiselno, da na ta način pravzaprav tujcem dajemo neke ugodnosti. Če izpostaviva še en Boštjančičev paradoks, ta finančni minister, ki ga imamo cel mandat, ne ve več, kje bi vzel, da bi prišel do 17,5–18 milijardnega proračuna na dohodkovni strani in na koncu izmišlja nove in nove dajatve, nove obremenitve in davke. No zdaj, ko bi vsaj lahko še čez poletje do septembra pobral nekaj dodatnega denarja ob avtocesti, ga pa očitno ne potrebuje. Ja, govori pa se o davku na nezazidane, zazidljive parcele, pri čemer ljudje, ki želijo zidati, pa leta čakajo na gradbeno dovoljenje. Po domače povedano, če si pustil malo travnika, da imaš gor še neko vrtno lopo ali uto, to je hujše stvari od tega ni. No, leta pa čakamo tudi že na odločitev Ustavnega sodišča glede novele zakona o RTV-ju. Je pa Evropsko sodišče ta teden pritrdilo Milanu Zveru, da je potrebno, da Evropska komisija razkrije, kaj želi Vera Jourova od predsednika tedanjega Ustavnega sodišča Mateja Acceta, ki ga je obiskala leta 2023. Teden dni zatem pa je Acceto nenadoma spremenil svoje mnenje in omogočil, da se je zakon o RTV Slovenija dejansko sprejel. Spomnimo še to, da špekulacija je bila, da je komisarka prišla za to spremembo lobirati, in zdaj ta zapisnik oziroma te neki osebni dnevnik iz tistega dne je imel 3 alineje in ta tretja je bila edina zakrita. Kaj želimo od Mateja Acceta, je pa prikrita. Tako da očitno zdaj, ne vem v kakšni časovni dinamiki, ampak kmalu bo tudi to znano. Iz SDS-a pa zelo samozavestno sporočajo, da ko bo vsebina razkrita dokončno, da bo Acceto odstopal kot šef Ustavnega sodišča. Da bi bilo to primerno. Zdaj, bi sicer živi bili pa videli. Je pa res treba dodati, da je to vendarle kar pomembna zmaga evropskega poslanca proti Evropski komisiji. Ne zgodi se pogosto, da evropski poslanec na ta način uspe. Je pa res, da tukaj kaže, da Evropa vendarle gre v neko smer večje transparentnosti, vsaj še na sodišču. Spomnimo tudi recimo od Ursule von der Leyen je bilo zahtevano, da se razkrijejo vsebina SMS-ov, ki jih je imela s Pfizerjem. Tako da v tem kontekstu mislim, da je to en pozitiven razplet, sploh dejstvo, da Vera Jourova je takrat bila članica liberalcev, torej skupine ALDE, kateri pripada tudi Gibanje Svoboda, ki je za vsako ceno želelo prevzeti RTV Slovenija in je pravzaprav, če je šlo, za to, kar pravi SDS, da je šlo, in nekako sklepamo iz tistih zapiskov, kaj pričakujemo od Mateja Acceta, da je bil to resen pritisk na slovensko pravzaprav Ustavno sodišče, ki ga ne bi smelo biti in ki mu Ustavno sodišče ne bi smelo podleči, kar pa res kaže pravzaprav na šibkost Mateja Acceta kot predsednika. Po mojem lahko to epizodo skledava z eno tako mislijo, da ta Evropska sodišča, pa ne gre za tisto za človekove pravice ali to, sodišče Evropske unije, so še neka zadnja varovalka, ker vse ostalo je samo še kulturni boj različnih političnih struj, toliko hujši, ko prideš na nivo posamezne države in toliko hujših, ko prideš odkot druge v Ljubljano. Politični boj ali boj za korita, kar pa naprej v bonus epizodi. Jutri, zjutraj v soboto o tem dogajanju Klemna Boštjančiča in njegovih machinacij. Minister za finance oziroma minister za finančne kartele, tokrat mu bo posebna epizoda v celoti posvečena. Se vidimo.